Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz našega studia. Danes se bomo pogovarjali o dogajanju v občini Puconci in naš sogovornik bo tamkajšnji župan, gospod Uroš Kamenšek. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Eden izmed večjih projektov, ki ste se jih lotevali v zadnjih letih, najprej v sklopu priprave, zdaj tudi v gradnje in končno tudi tega, da so otroci že v samem vrtcu, torej nov vrtec v Puconcih, ki sicer uradno še ni bil odprt, ampak že služi svojemu namenu. Ja, res je ena izmed največjih investicij v zgodovini občine Puconci. Je tako rekoč pri kraju, manjka samo še ta veseli uradni del otvoritve. Torej, gradnja vrtca je zaključena. Vrtec smo že, v narekovajih povedano, naselili. Torej, takoj po prvomajskih praznikih, tisti ponedeljek, 5. maja, so naši najmlajši občanke in občani vkorakali v nove prostore in jaz sem bil zjutraj prisoten ob njihovem prihodu. Te nasmehe, to veselje, res težko je opisati te občutke, ampak ja, otroci so že v vrtcu in že pridno nekako koristijo vse to, kar jim je na voljo. Za kako velik objekt pravzaprav gre, koliko oddelkov je v njem, koliko otrok ga lahko obiskuje? Tako, torej zgradili smo nov 6-oddelčni vrtec s pripadajočimi vsemi prostori, ki so potrebni, torej kuhinja, zbornica, prostori za zaposlene. 1416 kvadratnih metrov neto površine in v teh oddelkih, torej 6 oddelkov, bomo lahko sprejeli do 120 otrok, s tem, da 4,5 oddelke imamo že sedaj zapolnjene s preselitvijo iz starih prostorov v nove prostore. Je pa vpis v vrtec pokazal, da bo vseh 6 oddelkov zapolnjenih. Poleg same zgradbe, samega vrtca, ki lahko rečem, da je eden izmed najsodobnejših vrtcev v Sloveniji, smo tudi uredili otroška igrala, torej otroško igrišče po najnovejših standardih. Je bilo kar zajeten finančni zalogaj, torej preko 120 000 evrov smo namenili samo za otroška igrala, ampak namen je tisti pravi, torej naši najmlajši uživajo v svojem razvoju, uživajo v svojem odraščanju in vse, kar imajo na voljo, naj je res top. Dejali ste že, torej eden največjih projektov v zgodovini občine Puconci. Koliko je vreden? Pomembno je tudi izpostaviti, da ste uspeli pridobiti državno sofinanciranje zanj. Res je. Torej, končne številke se bodo, ker še nimamo dokončnih obračunov, se bodo gibale okrog 3,7 milijona evrov. Torej, planirano je bilo 3,6 milijona, majhne podražitve so se nam pojavile predvsem na segmentu zagotavljanja kriterijev Ekosklada, na katerega smo se v vmesnem času še prijavili in uspeli pridobiti dodatna sredstva. Torej, če govorimo o sofinancerskih sredstvih države, 1 170 000 evrov strani Ministrstva za šolstvo in pa potem še dodatnih 230 000 evrov iz naslova Ekosklada. Ste pa uspeli pridobiti sofinanciranje sicer iz evropskih virov tudi za še en velik projekt, za katerega ste pred kratkim podpisali pogodbe, to je izgradnja kanalizacije Vaneča in sicer prva faza, če se ne motim, gre za približno 4 kilometre vodov. Kako ste zadovoljni s tem podpisom? Ja, res je. Drugi projekt, večji projekt, ki je pred nami, je izgradnja prve faze kanalizacijskega omrežja v naselju Vaneča, torej malce več kot 4 kilometre vodov, potem čistilna naprava. Torej, po zaključku prve faze, ker smo mi že sami v vmesnem času tudi določene odseke druge faze že zgradili sami, torej bomo nekje omogočili priključitev cirka 100 gospodinjstvom na to kanalizacijsko omrežje. Skupna vrednost je 1,3 milijona evrov, torej
sofinancerski del znaša 60%, vendar v tem trenutku smo še v fazi novelacije in pa izračunov z ministrstvom, kajti področje aglomeracije je upravičeno do 60% sofinanciranja iz naslova predvsem same lege in pa področja Krajinskega parka Goričko in pa Nature 2000. Tako da pričakujemo nekje 600 do 650 tisoč evrov sofinancerskega deleža in ja, prejšnji teden je bila podpisana pogodba, v teh dneh sledi uvajanje v delo in stroji bodo zabrneli. Oba projekta sta zagotovo podrobno opisana tudi v sprejetem proračunu, ki ste ga sprejeli nekako v začetku, v prvem delu letošnjega leta, pa morda ne samo za vaše občane, tudi za druge Pomurke in Pomurce, da bodo razumeli, s koliko sredstvi pravzaprav Puconska občina na letni ravni razpolaga. Tudi drugi župani pogostokrat povedo, da je ogromno nekih zakonsko že določenih nalog in da ste pri sredstvih, ki jih namenjate za investicije, precej odvisni od sredstev, ki jih pridobite iz raznih razpisih. Dva sva recimo zdaj malo prej omenila. Ja, res je, saj izzivi, s katerimi se vse občine soočamo, so skorajda enaki. Torej, če govorimo o realnem proračunu, to je proračun zagotovljenih sredstev preko povprečnine, preko davčnih prihodkov in tako naprej, govorimo o znesku okrog 7,5 milijona evrov realnega proračuna. No in ko pogledamo potem proračun občine Puconce za leto 2025, ugotovimo, da smo zelo projektno in pa investicijsko naravnani. Nekako to je vodilo tudi mojega celotnega mandata, pridobivati čim več nepovratnih sredstev. Seveda je potem ta izziv, kako zagotoviti tudi svoj lastni delež. Ampak če govoriva o številkah, na prihodkovni strani imamo za leto 2025 načrtovanih 13,5 milijona evrov prihodkov in pa malce preko 15 milijonov evrov odhodkov. Torej to vrzel, to razliko med prihodki in odhodki bomo pokrivali z zadolževanjem. Namreč občina Puconce v tem trenutku zadolžitev skorajda nima. Smo zadolženi pod 200 evrov na občana. V tem trenutku bomo nekako podpisali tudi, oziroma je v pripravi pogodba za najem dolgoročnega kredita v višini 2,5 milijona evrov. Ampak pomembno je poudariti to, da je v celoti letošnjega proračuna na odhodkovni strani kar 52% sredstev namenjenih investicijam. To je zelo visoka številka in nakazuje, da smo res razvojno naravnani in da peljemo in pa načrtujemo projekte, kateri bodo nekako izboljšali kvaliteto življenja v naši občini, nudili našim občankam in občanom res storitve in pa kakovost življenja na najvišjem nivoju. Vsaj cilj nam je, da se čim bolj temu približamo in pa da nekako poskušamo tudi na ta način ta negativni trend, ko govorimo o demografski sliki, zaustaviti. Omenili ste torej ta del, ki ga nekako dobite zagotovljenega iz naslova povprečnin oziroma dohodnine. Zagotovo pa ta vir ne predvideva raznolikosti slovenskih občin. Občina Puconce je nekako razdeljena na ta ravenski del, pa na tisti gorički del, ki pa samo prinaša ogromno lokalnih cest, javnih poti. Tudi tukaj se morate verjetno nekako znajti, ne samo z združevanjem, tudi z gradnjo, z obnovo teh cest. Tudi v letošnjem proračunu je kar nekaj sredstev namenjenih tako urejanju javnih poti, potem gradili se bosta lokalni cesti Šelamenci, Pečarovci, tudi Vokrači, Krnci. Kako vam uspeva zagotavljati sredstva za to, ker jih verjetno namensko ne dobite? Tako, sicer določen del dobimo v višini 630 tisoč evrov iz naslova 6% tistega 23. člena, tako imenovanega, torej za razvoj in pa investicije občin. Ampak ja, v proračunu imamo tudi za to področje namenjeno skoraj 2 milijona evrov, torej redno vzdrževanje in pa potem dodatne investicije. Dejstvo je, da vsa
javna infrastruktura, cestna infrastruktura je po starosti že kar blizu Abrahamu in dejstvo je, da se moramo tega tudi lotiti pravočasno, torej s preplastitvami, z urejanjem določenih odsekov, ker ti vsako izgubljeno leto pomeni potem tudi izgubljene evre v posegu, ki jih bo naknadno še več. Ampak kakorkoli, ravno to cesto, ki ste omenili, Bokrači-Krnci, tudi ta projekt je mogoče celo kot en primer dobre prakse sodelovanja med sosednjima občinama, torej skupni projekt občine Moravske Toplice in pa občine Puconci. Projekt se zaključuje počasi, tako da se pravi asfaltna prevleka, cesta je zgrajena, zdaj še vse pripadajočo infrastrukturo je še potrebno urediti, tako da ta projekt je zaključen, pri ostalih projektih pa nekako smo v fazi izbire izvajalcev. In res je pravilno vaše razmišljanje, tudi ta razvejanost, velikost občine Puconci nam na marsikaterem področju predstavlja kar precejšen strošek. Če samo omenim enega, to so šolski prevozi, torej zakonsko določeno, da lokalna skupnost zagotavlja prevoze učencem v šolo in iz šole domov. No, in na tem področju se srečujemo kar s povišanjem sredstev in v letošnjem letu bo za ta namen namenjenih kar 533 000 evrov, torej preko pol milijona evrov bo šlo samo za šolske prevoze. Kakorkoli 108 kvadratnih kilometrov velikosti in pa razvejanost območja nam narekuje te stroške. Uspešni pa ste bili tudi na razpisih, kjer so se zbirali konzorciji za vzpostavitev sončnih elektrarn. Občina Puconci je bila del 2 konzorcijev, oba sta torej uspešna. Kako pomembno se vam zdi to, da se torej ta zelena energija nekako bo izkoriščena na območju občine? Na katerih objektih bodo postavljene te sončne elektrarne? Tako, jaz sem vesel, da smo bili uspešni z obema konzorcijema na razpisih Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Zakaj sem še toliko bolj vesel? Zaradi tega, ker je občina Puconci v obeh konzorcijih bila vodilna občina, torej smo kar precej bremena prevzeli na sebe, kar se tiče prijave, priprave dokumentacije in tako naprej. Torej s prvim konzorcijem, v katerega je vključenih 11 občin, ne zgolj pomurskih, ampak tudi širše, smo uspeli s skupno priključno močjo 4,3 megavata sončnih elektrarn. Torej v tem prvem konzorciju imamo mi načrtovano sončno elektrarno na Zeleni dvorani. S tem nekako želimo pokriti tudi te potrebe, kar se tiče zelene dvorane, šole in pa vrtcev. Drugi konzorcij je pa 8 občin, prav tako smo bili mi vodilni partner, bomo pa postavili sončno elektrarno na novem vrtcu. In kdaj menite, da bo ta energija pričela napajati tako šolo kot dvorano? Je tako, zdaj drugi konzorcij je ravno v teku javno naročilo za izbiro izvajalca. Torej ta drugi konzorcij bo prej zaključen kot prvi. Ta drugi konzorcij, pravim, načrtujemo nekje do meseca septembra, da bi bila postavitev teh elektrarn v sklopu celotnega konzorcija zaključena. Potem ta prvi konzorcij, večji konzorcij, smo pa pred kratkim komaj dobili odobreno odločbo. Torej čakamo pogodbo, v vmesnem času pa že pripravljamo dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo skupnega javnega naročila. V občini Puconci deluje kar nekaj uspešnih, tudi večjih podjetij, večjih delodajalcev, seveda s tem, ampak vendarle ste se odločili nekako temu podjetniškemu področju ponuditi še neko dodatno spodbudo. Vse kaže, da boste v sodelovanju tudi z nekaterimi drugimi pomurskimi občinami uspešno pridobili sredstva za tako imenovani mrežni podjetniški inkubator povezovalnik. Zakaj gre? Ja, res je. Mrežni podjetniški inkubator povezovalnik povezuje 3 občine, torej občina Turnišče kot vodilna občina, vodilni partner v konzorciju, občina Moravske Toplice in pa občina Puconci. Mi bomo v sklopu tega projekta
ki je mimogrede tudi financiran strani dogovora za razvoj oziroma potrjen skozi instrument dogovora za razvoj regij. Mi bomo adaptirali staro puconsko šolo v Puconskem parku. Torej, zgradba, ki je v preteklosti služila namenu opismenjevanja in pa izobraževanja ljudi, bo dobila ponovno svoj namen, torej bo nudila prostore, kjer bodo mladi lahko razvijali svoje podjetniške ideje, svoje vizije, svoje cilje in torej nekako zgradba bo spet imela svoj pomen. Na katerih področjih podjetništva vidite nekako največ potenciala? Verjetno se bo dejavnost tega podjetniškega inkubatora, ker je vseeno na podeželju, na območju Goričkega, ki ima svoje posebnosti, nekoliko razlikovala od kakšnega mogoče podjetniškega inkubatora, ki pa deluje v Ljubljani. Ja, res je. Po vsej verjetnosti bo tako. To nam nakazuje tudi nekako že tudi zaključen razpis za zagon podjetništva v preteklem letu, ko smo sami ugotovili, da se mladi odločajo na eni strani za storitvene dejavnosti, kjer razvijajo te svoje potenciale, na drugi strani potem tudi konec koncev ta doba digitalizacije omogoča tudi mladim nekako razvoj svojih idej znotraj IT področja. In pa nekako je zaznati tudi interes pri razvoju tako imenovanega socialnega podjetništva, ampak na način nekako zmanjševanja teh medgeneracijskih razlik. Tako da, ja, se že veselim tega dela, tega področja v prihodnje, ker se spet vračamo na to demografsko sliko. Torej, nekako želimo tudi mladim omogočiti, da in pokazati, da ne rabijo iti s trebuhom za kruhom, ampak da jim lahko naše domače okolje prav tako nudi nekako jim nudi možnosti razvoja svojih potencialov. Govorila so o večjih projektih, marsikdaj pa imajo tudi kakšni manjši projekti precej velik učinek za manjše vasi, manjše skupnosti. Tako je tudi s participativnim proračunom, ki ga tudi letos nekako udejanjate v občini Puconci. Ravnokar ste pričeli z zbiranjem predlogov, pa morda najprej, če povejva, kakšne predloge pričakujete, koliko sredstev je na voljo in kako poteka pravzaprav to zbiranje in pa seveda tudi potrjevanje. Je tako, v lanskem letu smo prvič v občini Puconci uvedli participativni proračun. Nekako bilo je to področje, za katerega nismo bili prepričani, kako bo sprejeto, kako bodo občanke in občani to akceptirali in pa se vključili. Namreč jaz vedno znova in še tudi v tej priložnosti bom to poudaril, da občina ni od župana ali od občinske uprave, občina je od vseh občank in občanov. In lanski razpis participativnega proračuna je pokazal, da si naše občanke in občani želijo sodelovati, poznajo svoje potrebe, poznajo potrebe svojih krajev in so pripravljeni za to tudi nekaj narediti. V lanskem letu smo za ta namen namenili 40.000 evrov v proračunu. Prispelo je 14 predlogov, 9 jih je na koncu šlo v izvedbo. In vsi so bili v smeri razvoja tako imenovanih vaških središč, tam, kjer bi se naj ljudje znotraj vasi srečevali, bodisi so bila otroška igrala ali kakšne druge površine za to namenjene. Veseli me, da je bilo precej predlogov tudi v smeri nabave določenih oprem za urejanje teh središč, javnih površin. In ja, bili smo uspešni in da je prava pot, se je že lansko leto nakazalo s tem, ko takoj po zaključku zbiranja predlogov so kar deževala vprašanja, a bo drugo leto spet. Mi že imamo ideje, mi že vemo, kaj bomo drugo leto prijavljali. Torej, to je ravno tisto, o čem sem govoril, da se naše občanke in občani želijo sodelovati, želijo kreirati različne politike občinske in to me veseli. No, in to je bil tudi en izmed razlogov, da sem se pri pripravi proračuna
odločil in dvignil ta znesek na 50.000 evrov, torej predlagal občinskemu svetu potrditev, da povečamo ta znesek za ideje občank in občanov. Seveda občinski svet je soglasno to sprejel in zdaj imamo ravno odprt razpis za sprejemanje predlogov. Jaz se že veselim idej občank in občanov in vem, da bomo tudi letos uspešni. Kot zanimivost, ki me je res dodatno razveselila in pa presenetila, je bil tudi ta odziv v glasovanju. Torej, na koncu smo ugotavljali, da je preko 1800 občank in občanov, ki so imeli pravico oddati glas, torej starejših od 15 let, oddalo svoj glas. To je fascinantna številka in lahko ugotovimo, da je kar skoraj ena tretjina oddala glas. Torej, smer je prava, pot je prava in se že veselim letošnje izvedbe. Na to, da so nekako občani vključeni v življenje občine, kažejo tudi številni dogodki, ki jih prirejajo različne vasi, seveda tudi ob podpori občine Puconci. No, eden izmed takšnih dogodkov je bil 23. kolesarski maraton občine Puconci oziroma po domače oziroma bolj pogovorno Biciklijada 2025. Tudi sami ste na njej kolesarili. Kakšen je bil ta dogodek, kakšen je bil odziv? Ja, jaz moram reči, da je bilo odlično. Da je dogodek, da je ta naša 23. biciklijada res uspela v celoti. Najprej veliko število udeležencev, torej preko 250 kolesarjev se je podalo na 4 različne poti, 17, 30, 56 kilometrov. In pa lansko leto je bilo prvič, torej se je tudi dobro prijelo proga za gorske kolesarje, malce po stranpoteh, po Goričkem in ja, vreme nam je služilo, torej lahko ocenimo, da je bil ta kolesarski maraton Biciklijada več kot uspešna. Tudi odzivi takoj po maratonu so bili zelo dobri, ljudje so se kar podružili. Je pa res, da je pa ogromno enih dogodkov znotraj občine in kot zanimivost je bilo tudi to, da smo nekako povezali dva dogodka, Biciklijada in pa državno prvenstvo v motokrosu, kar pomeni, da je vsak kolesar, vsak udeleženec prejel tudi brezplačno vstopnico za ogled MX, torej motokros dirko v Mačkovcih. Po besedah organizatorjev se je kar precej kolesarjev tudi potem v popoldnevskem času udeležilo teh dirk, tako da ja, sodelovanje je pomembno. Jaz vedno pravim, termini nam kar primanjkuje oziroma je ogromno dogodkov in tudi če se na določen dan karkoli podvaja, lahko združimo, spromoviramo več dogodkov naenkrat in povabimo širšo publiko, če lahko temu tako rečemo, na te naše dogodke. Precej odmevno pa je bilo tudi dogajanje v velikonočnem času in sicer v Boduncih. Zanimiva poteza tamkajšnjega tako razvojnega zavoda kot tudi cerkvene občine, postavitev cvetočega velikonočnega jajca. Videli smo verjetno vsi različne zanimive fotografije, ko v središču cerkve pravzaprav stoji veliko velikonočno jajce, ki je nekako okrašeno s cvetovi. Prav posebno vzdušje je bilo verjetno tam v cerkvi. Res je, jaz se prav spomnim, ko mi je direktorica razvojnega zavoda občine Puconci Ksenija Flegar prvič predstavila to idejo, mi pokaže telefon pa pravi: "Glej, kaj praviš, da mi kaj takega naredimo?" Sem pogledal, sem rekel, fantastično. Torej, ideja razvojnega zavoda, sodelavk in sodelavcev na razvojnem zavodu je bila več kot primerna, torej ponuditi ljudem nekaj novega, nekaj neobičajnega, pa kljub temu običajnega. Torej, v času velikonočnih praznikov so te pisanice, te remenke, velikonočna jajca skorajda obvezni del tega praznovanja in nadgradnja tega je bila res to velikonočno jajce višine preko 3 metrov, zasajeno z preko 1500 cveticami, lončnicami. Odziv je bil fantastičen. Mislim, da tudi
Sama Ksenija tega ni pričakovala s svojimi sodelavkami. Seveda smo pa nagovarjali malce širšo, malce globljejšo sliko s tem, torej nekako izpostavljamo sožitje večjih verskih skupnosti na območju občine Puconci. Tudi ob odprtju so bile vse verske skupnosti prisotne, nagovorile zbrane, kar pomeni, da res živimo v sožitju, da se dobro razumemo in to jajce bo naslednje leto gostovalo, če je bilo letos v evangeličanski cerkvi v Bodoncih, bo naslednje leto v katoliški cerkvi v Pečarovcih in potem se bo selilo to naprej. Je pa še ena zelo pomembna gesta ob koncu tega velikonočnega jajca bila ta, namreč občina Puconce letos praznuje 30 let svojega delovanja, torej s 1.1.1995 se je začelo nekako, je občina začela svojo samostojno pot, če se tako izraziva, in v ta namen je vseh 23 vasi potem simbolično prevzelo te lončnice in jih v svojih krajih zasadilo kot znak praznovanja 30 let občine. Zanimiva poteza in naj bo tudi ta gesta nekako primeren zaključek na enega tokratnega pogovora. Gospod župan, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.